Spoštovana gospa predsednica, udeleženci kongresa, prijatelji Nove Slovenije. Danes preživlja Slovenija eno najtežjih obdobij svoje zgodovine. Gospodarska in finančna kriza je naplavila na površje vse nepravilnosti in zlorabe, ki si jih je privoščila vladajoča elita in z njo povezane interesne skupine. Vladna politika vso svojo kreativnost zmore le s povišanjem novih davkov in kjerkoli se le da tolče po žepih davkoplačevalcev. V tej naši idilični deželi je vse več takšnih, ki so zategnili pasove do maksimuma in so potisnjeni v kot obupa. Kruta vsakdanjost, takšne ali drugačne informacije iz dneva v dan kričijo, da nikomur več ni moč verjeti, da so vsi isti, da vsi kradejo, tako levi kot desni. Zaupanja ni več, dobrota in poštenost si nadeli lažni oklep. Čas je, da rečemo temu ne in se odločimo za odgovorne politike, tiste, ki bodo v resnici skrbeli za javno dobro, za politike, ki bodo znali reči bobu bob, politike, kateri da bo iskren, da in ne odločen ne. Nova Slovenija je zagotovo stranka, ki ima odgovore na družbena vprašanja, ki pestijo naš vsakdan in ki lahko ponudi odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja prihodnost. Spoštuje in gradi pa tudi na trdnih temeljih krščansko-demokratskih vrednot, na odgovornost do naših otrok, do prihodnjih rodov in spoštljivem spominu do naših prednikov. Dolžnost vsakega izmed nas je, da odkrito podpiramo ljudi, katerih govorica je jasna, naše ljudi, ki se razdajajo povsod, kjer delujejo. Prepričan sem, da Nova Slovenija že sedaj odgovorno opravlja svojo vlogo v parlamentu, a je vseeno morda potrebno, da še močneje strnemo svoje vrste in da vsak izmed nas prispeva k trdnosti stranke vse, kar zna in kar zmore. Želim, da bi še naprej hodili skupaj, odločno, polno radosti, pravih modrosti, strpno in preudarno. Vsak nov dan je nova priložnost za boljšo prihodnost. V politiki delujem vse od takrat, ko je SKD postala politična opcija, ki so ji ljudje zaupali in ki je zastavila jasno pot skozi labirint časa in preizkušenj. Moja politična drža se v vseh letih ni spremenila. Danes, ko bomo spremenili ime stranke, pa sem vesel, da se spremembo imena v slovenski politični prostor tudi formalno vračajo krščanski demokrati. Prav je, da našo stranko nekateri primerjajo z nemško CDU, predsednico pa z Angelo Merkel. Saj so Nemci edini Evropejci, ki v času politične zmede in gospodarske nestabilnosti, vsaj tako kaže, vedo, kaj hočejo. Na koncu pa prinašam pozdrave z Dolenjske, odete v jesenske barve in sporočilo misijonarja Friderika Barrega izpred več kot 200 let, ki nedvomno velja še danes. Misli in delaj, ne boj se izzivov, ki jih pred te postavlja čas. Hvala lepa.